Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, programa Prvi, programa Ars in Radia Maribor. Pred nami je prenos velikonočne svete maše iz cerkve svetega Štefana v Ribnici. Maševal bo tamkajšnji župnik Anton Perčan, s pitjem pa bo sodeloval župnijski pevski zbor, ki ga vodi Alojz Osvald. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Drage sestre, dragi bratje, velika noč je. Praznujemo praznik Jezusovega vstajenja, našega odrešenja. Zato vas prav lepo pozdravljam in tudi vse, ki nas spremljate preko radijskih valov. Da bo ta sveta daritev, ki jo bomo opravili Bogu čast in hvalo, pri Bogu sprejeta, pa najprvo se očistimo vsega slabega, vsega tistega, kar nas od Boga oddaljuje, in zato priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Gloria in excelsis Deo. Molimo. Vsemogočni večni Bog, danes je tvoj sin premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. Praznovanje njegovega vstajenja na Svetem Duhu prenovi, da bomo tudi mi vstali in hodili v luči življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter spregovoril: Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil svetim duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo. Zakaj Bog je bil z njim? Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral. Nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih, nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. To je Božja beseda. Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre,
Če ste stali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod za vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, še v temi k grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenci sta šla ven in se odpravila k grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel k grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Teda je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povojih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Teda je stopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel v grobu, in videl je in veroval. Nista še namreč razumela pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Še enkrat prav lepo pozdravljene, drage sestre, dragi bratje tukaj v naši župnijski cerkvi in tudi tisti, ki nas spremljate preko radijskih valov. Velika noč. Praznik nad prazniki. Velika noč, oznanilo praznega groba. Ko so žene prišle k grobu,
so videli, da je kamen odvaljen. V grobu ni Jezusa, ni njegovega trupla. Predvidevali so, da ga je nekdo ukradel. In so tekle k apostolom, k Petru. Gospoda ni. In Peter in Janez tečeta k grobu. In Janez v starosti zapiše, kaj je doživel. Videl je na tleh tiste povoje, v katerih je bil Jezus zavit, ko so ga zavili na veliki petek, ko so ga položili v grob. Na njegovem obrazu je bil prtič, ki je bil posebej zvit na drugem mestu. In pravi, ko sta to videla, sta začela verovati. Ne še čisto prepričano, kajti potrebovala sta še nekaj dni, da sta se še srečala z Gospodom. Pa vendar, prevelik je bil strah, preveliko je bilo razočaranje, preveliko je bil tisti krah, ki so ga doživeli že v aretaciji na Veliki četrtek, pa potem, ko so oddaleč gledali Kalvarijo in na njem razpetega Kristusa, njihovega učitelja. Pa vendar, to oznanilo praznega groba se razširja do današnjega dne. In Peter, tisti svoji binkošni predigi, pravi, jaz sem priča temu. Mi, ki smo z njim jedli in pili, gotovo takrat ni imel mobitela sabo, da bi slikal, ne? Ampak sebe postavi za pričo. Jaz sem z njim jedel in pil in jaz sem pričal samo temu, kar se je zgodilo. Ni imel večjega argumenta. In to je oznanjal. Kristus, ki je umrl, ki je bil pokopan, je vstal od mrtvih. Nista mogla tega božjega življenja zadržati ne kamen, ne pečati, ne rimski vojaki, ne tempeljski stražarji, kajti življenje je bilo preveliko in je odvalilo kamen in Kristus zmagoslavno vstane. In velika noč, drage sestre, dragi bratje, kot sem dejal že v teh dneh, je pravzaprav preizkusni kamen naše vere. Je preizkusni kamen, ali verjamemo, da je Kristus resnično vstal, ali pa samo obnavljamo neko tradicijo. Samo še gledamo v neko preteklost in si mislimo, kako je bilo lepo in čudovito in to bomo peljali naprej. Sem včeraj pri blagoslovih večkrat poudaril, Ivan Pregl, pisatelj, profesor slovenščine na Kranjski gimnaziji, še v stari Jugoslaviji, v kraljevini Jugoslaviji. In je dal svojim dijakom za domačo nalogo preko velikonočnih praznikov nalogo, naj napišejo nekaj o veliki noči. In pravi, en sam stavek je bil v vsaki nalogi. Piruhi, pomaranče, potica in gnjat. Samo to so videli v veliki noči. Nihče ni pisal o velikem četrtku, nihče ni pisal o velikem petku, nihče ni pisal o Božjem grobu na veliko soboto, ko so hodili moliti Jezusa, in o križu, ki so ga hodili častiti. Nihče ni pisal o njegovem stojenju, stojenski procesiji, ampak en sam stavek se je ponavljal v vseh nalogah. Piruhi, pomaranče, potica in gnjat. In tako, drage sestre, dragi bratje, smo tudi mi lahko samo verniki velikonočnega zajtrka
ali pa smo verniki resnice, da je Jezus, ki je umrl, na veliko noč vstal in s tem dal novo dimenzijo našemu življenju. Da ni naše življenje samo to, kar trenutno živimo, potem pa se bomo izpuhteli, kako se je zapisalo nekemu našemu pesniku. Jaz sem ponosen na to, da nekoč se bom spremenil v prah, dioksid in vodo. Ma bo hlone za takšno življenje. Zakaj se bomo potem trudili, da bomo nekoč izpuhteli v nič? Kristusovo vstajenje pa nam daje novo duhovno dimenzijo našega življenja. Tisto dimenzijo, katero smo prejeli že pri svetem krstu, ko nas je Bog sprejel za svoje otroke. Ko je naš veliki arhitekt Plečnik v Stranjah nad Kamnikom naredil prvo krstilnico na Slovenskem, tom leta 1954, je rekel možakarjem, ki so tam delali domačinom, je rekel, rojen za svet v domači izbi, rojen za nebesa pa v tej izbi, ker je naredil kot eno preprosto kmečko sobo. Se pravi, krst je rojstvo za nebesa in to ravno preko Kristusovega vstajenja smo rojeni za nebesa. Ali kakor poje nas Slomšek, v nebesih sem doma. Zato, drage sestre, dragi bratje, vam želim na današnjo letošnjo veliko noč, naj nas ta praznik utrdi v naši veri, naj nam utrdi naše upanje, naj nam da, da bomo uvideli to duhovno dimenzijo našega življenja, našega vsakdana. Kristus na križu, na katerega je privlekel, kot sem dejal na Veliki petek, vse naše grehe, moje in tvoje, vse naše neumnosti, ki jih počnemo v življenju. Vse to je Kristus privlekel na križ zato, da bi mi lahko z njim zaživeli novo življenje, novo duhovnost, novo dimenzijo, ki se iz te naše zemeljskosti prevesi v nebeško. Zatorej, drage sestre, dragi bratje, kot radi naši vzhodni pravoslavni bratje voščijo za veliko noč, Hristos voskrese, voistino voskrese, se pravi, Gospod je vstal, v resnici je vstal, zato vam želim, Kristus je vstal, Kristus živi, aleluja, amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se odtelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Sestre in bratje, vse stvarstvo se danes veseli praznika Kristusovega vstajenja.
Hvaležni se obrnimo na nebeškega Očeta in ga prosimo. Podari papežu, škofom in duhovnikom milost, da bodo zveste priče Jezusovega vstajenja. Okrepi našo ljubezen do življenja in nas opogumi za uresničevanje pravičnejše družbe. Utrdi notranje vezi v naših družinah, da bomo krepostno živeli in se med seboj ljubili. Opogumljaj vse malodušne in trpeče, da bodo v velikonočnih praznikih dobili novo upanje. Pripravi nas na zadnjo uro in nam daj milost srečne smrti. Pri tej sveti maši pa molimo tudi za pokojno Nežo Trdan, ki se na obletnico smrti spominjamo. Gospod, daj delež večne velike noči v nebesih. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina si ves svet prerodil za novo upanje, naj sporočilo velike noči odmeva v našem življenju po Kristusu našem Gospodu.
Sestre, bratje, molimo in prosimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, polni velikonočnega veselja ti darujemo to daritev. Naj se tvoja cerkev tako čudovito prenavlja in hrani po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. K višku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vidno slavimo. Slovisne pa te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stajenjem obnovil življenje. Zato se velikonočnem veselju raduje v svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepivajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo.
Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na praznovanju velike noči, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glevne jagnje, ki ti je bila darovana v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. One nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Štefanom, svetim Rokom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo, naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, na dan stajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdijo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Pozdrav Jezusa apostolom na velikonočni večer, ko se prikaže. Mir vam bodi. Bodite v Božjem miru. In ta mir danes še posebej na ta veliki praznik podarja tudi nam, vsakemu posebej. In ta mir, drage sestre, dragi bratje, razdelimo, zaželimo, podelimo drug drugemu in si podajmo roke.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da greš. Blagor vsem, ki jih Jezus vabi na svojo gostijo.
Nebeški Oče, z neizmerno ljubeznijo varuj svojo cerkev, prenovi si o velikonočnih skrivnostih, naj pride do slave vstajenja po Kristusu našem Gospodu. Samo kratko oznanilo. Jutri na velikonočni ponedeljek bodo svete maše v Ribnici ob 8., 10. in 19. uri, v domu ob 10. in v Dolenji vasi ob 18. uri. Zvečer jutri na velikonočni ponedeljek pa ste vabljeni v Ribniški grad, kjer bodo ponovno prizorili Jezusovo trpljenje. V soboto bomo z družinami prvoobhajencev romali na Zapras. Prosim, da se do jutri preko interneta prijavite pri katehistini Mariji. V ponedeljek o 15. uri bo pri svetem Tomažu pogreb pokojne Metode Skok iz Velikih Poljan, ob 17. uri pa na Vidmu pogreb pokojnega Janeza Merharja iz Dolenje vasi. V torek ob 18. uri v Dolenji vasi pogrebna maša za pokojnega Janeza Merharja, v četrtek ob 18. uri v Dolenji vasi pa 7. dan za pokojno Marijo Mihelič. Še enkrat želim vam blagoslova velike noči, sedaj pa pripravimo srca za Božji blagoslov. Gospod za vami. Naj vas danes na sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvaruje vsakega greha. Po vstajenju svojega edinorojenega Sina nas Bog prenavlja za večno življenje, naj vas osreči tudi z darom nesmrtnosti. Po končanih dneh Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike nedelje. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali nemenljivo veliko noč. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru, aleluja, aleluja.
Poslušali ste prenos evharistične daritve iz cerkve svetega Štefana v Ribnici. Maševal je tamkajšnji župnik Anton Berčan, s petjem pa je sodeloval župnijski pevski zbor, ki ga je vodil Alojz Osvald. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognjišče in Marko Zupan. Spoštovani poslušalci Radia Ognjišče in Radia Slovenija, lepo velikonočno nedeljo vam želimo.